Zdaj, gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli ponovno v našem programu, dobrodošli iz studia televizije Exodus. Začenjamo z drugo oddajo, posvečeno zaslužnemu papežu Benediktu XVI. In ponovno je naš gost odličen poznavalec njegovega dela, tudi njegov, lahko bi rekli, osebni prijatelj, dolgoletni sodelavec v okviru Mednarodne teološke komisije in dolgoletni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, profesor dr. Anton Štrukelj. Lepo pozdravljeni ponovno, profesor Štrukelj. V prejšnji oddaji sva govorila o sulici za papeža Benedikta, sedaj pa bi se posvetila življenju in delu tega velikega moža na splošno, kajti naslednji mesec na Veliko soboto bo zaslužni papež praznoval 95. rojstni dan. To obletnico se, tako kot že njegov 85. rojstni dan, vi obeležili na poseben način. Kako? Najprej vam, spoštovani gospod profesor Mauer, lep pozdrav in hvala za povabilo ob tem častitljivem jubileju, bližnjem 95. rojstnem dnevu zaslužnega papeža Benedikta in enako iskren pozdrav vsem spoštovanim gledalkam in gledalcem. Sem presenečen, da tako dobro poznate objave knjižne. Res je, kar ste rekli, pred 10 leti sem najprej v nemščini, potem pa v slovenščini in tudi išlo je še v poljščini in v drugih jezikih pripravil knjižico izvirno v nemščini za Benediktov 85. rojstni dan. Naslov ima Vertrauen, Mut zum Christsein. Zaupanje, pogum, da smo kristjani. Tam je zbranih 10-12 razprav, ki več ali manj obravnavajo nekatere vidike Benediktove teologije in hkrati tudi nekatere vidike Baltazarjeve teologije, tudi božji služabnik Anton Strle je predstavljen in Henri de Libac in še nekateri drugi. Ob sedanjem jubileju, ki je pa res častitljiv in izjemen, na Veliko soboto bo 95. rojstni dan, potem bo v okoliščinah njegovega rojstnega dne in kar sta še morda spregovorila. Imam pa tudi to veselje in zadovoljstvo, da je nemška založba EOS Verlag blizu Münchna takoj bila pripravljena izdati še eno knjigo, ki ima pa naslov Schönheit und Heiligkeit, lepota in svetost. Je pa tudi 15 razprav noter, večinoma obravnavajo Benediktovo teologijo, predvsem vidik lepega in svetosti, zakaj bomo tudi kasneje povedali, pa tudi drugi avtori, teologi, tudi Guardini, de Libac in tako naprej, Janez Pavel II so v posameznih poglavjih predstavljeni. In ta knjiga bo išla v te dni, vsekakor pravočasno do rojstnega dne tudi v slovenščini. Če pa dovolite, pa se kar takoj navežem, da ne bomo potem pozabili. Rojstni dan. 3 otroci so bili Marija, Georg in Jozef v družini Ratzinger, mama Marija in oče tudi Jozef, Alojz. Oče je bil policijski upravitelj in so se večkrat selili in v svojem življenjepisu Iz mojega življenja spomini Ratzinger pove: v naši družini je vedno veljalo za posebno znamenje božje naklonjenosti to, da sem prišel na svet na Veliko soboto zjutraj, bilo je zelo mrzlo in so me že čez 2-3 ure nesli k krstu. Prav takrat se je pa obred Velike noči začel že v soboto zjutraj. Blagoslov ognja, blagoslov vode in tako sem bil jaz prvi krščen z pravkar blagoslovljeno krstno vodo. To pravi je bilo zame neke vrste obljuba,
ni še velika noč, a že sem pridružen Kristusovi velikonočni skrivnosti, ker sem bil krščen. To je zelo lepo, pravi, in tega smo se vsako leto spominjali z veseljem. In poglejte, tudi letos bo datum 16. april točno na Veliko soboto, se pravi enako. In še to, nekaj od tega običaja predkoncilskega smo mi še ohranili. Zjutraj je blagoslov ognja, zvečer pa ga otroci raznesejo po hišah, ne? Zvečer je pa še enkrat blagoslov ognja in prižiganje velikonočne sveče, pa hvalnica sveči, exultet in potem jasno krstne bogoslužje. Ampak nekaj tega, da razumemo, zakaj so takrat imeli zjutraj celotno velikonočno bogoslužje, ker tudi mi imamo blagoslov ognja še vedno zjutraj v soboto. No, to je v bistvu spremenil potem papež Pij XII, mislim, da leta 55, ne, se je velikonočna vigilija premaknila na večer, tako da to je bilo... In sploh poudarek svetega tridnevja, zelo pomembno. Ja, tudi obhajilo za Veliki petek je to takrat možno in tako naprej, ja. V redu, zdaj, ko ste že omenili te zanimive okoliščine njegovega rojstva in krsta, bi mogoče, če za tiste gledalke in gledalce, ki Benedikta slabše poznajo, vendarle skicirali na kratko njegovo življenjsko in teološko pot. Z veseljem. Najprej je treba opozoriti na njegov lastni življenjepis, ki ga je izdal ob svojem 50. rojstnem dnevu. Kasneje pa tudi veliko pogovorov. Glavni, rekel, človek, ki se je z njim pogovarjal, je Peter Zevald iz Münchna, živi v isti hiši Liebigstraße 10 v Münchnu, kjer imajo tudi Slovenci svojo misijo. Gospod Janez Pucelj, monsignor Pucelj in drugi, tako da tam ga lahko obiščete. On je 3 knjige pogovorov z njim opravil, imamo vse v slovenščini, in da pa, kot sem že v prejšnji oddaji omenil, tudi debelo knjigo, 1200 strani njegovega življenjepisa, vse natančno. Seveda, zdaj ne morava tako rekoč prelistati, prebrati 1200 strani, ampak dovolite, da na vaše vprašanje odgovorim tako, da saj glavne postaje njegove življenjske poti omenimo. Pravi, kje sem doma? Tukaj med Salzachom in Innom. Ne morem pa reči, prav to je moj rojstni kraj, ker smo se zaradi očetove službe pogosto selili in potem Traunstein in druge kraje našteje, kjer so po nekaj let bivali. Vendar Traunstein velja nekako za najbolj, rekel, stabilen kraj. Tam je začel osnovno šolo, začel gimnazijo, potem sta pa z bratom šla v malo semenišče v Freising pri Münchnu. Ki je Slovenci povezan zaradi Brižinskih spomenikov. Ja. Tam so Brižinski spomeniki, v Münchenski biblioteki jih hranijo, pravilno. In jo je tam seveda študij je prekinila nesrečna druga svetovna vojna. Oba sta bila mobilizirana, veliko postojank je obšel in hvala Bogu se srečno vrnil, o tem tudi pripoveduje. Na kar sta imela skupaj novo mašo, leta 55 je bilo kar 40 duhovnikov posvečenja, kardinal Faulhaber jih je posvetil, te domašnike, in te dva sta imela pa skupaj. Najprej zjutraj, ker še ni bilo samaševanja, Georg, čez 3 ure pa Jozef. Potem opisuje, kako je bilo to lepo praznovanje. Po tistem mu je bilo dano, da je nadaljeval študij v Freisingu in potem je bil dobro leto kaplan v Münchnu, v župniji Svete Rešne krvi, ima lepe spomine, je veliko spovedoval, veruke imel, pridihal in že pripravljal doktorat. In ko je rekel župniku, zdaj bom pa postal asistent, docent v Freisingu, je pa rekel, ja, prej je treba doktorat narediti. Prav tukaj je. Še župnik ni vedel, da je med vsem pastoralnim delom kot kaplan že tezo napisal o svetem Avgustinu. Potem je tudi starše povabil, da so šli z njim in so tam stanovali v tistem profesorskem stanovanju. Potem je nastopila drama habilitacije.
je pripravil 900 strani dolgo študijo o svetem Bonaventuru, kako on pojmuje zgodovino. En profesor je naravnost hvalil, himnično poveličeval njegovo delo, drug jo je pa izničil. In bil je na tem, da bo vse v vodo padlo in najbolj mu je bilo hudo zaradi staršev. Kam naj pa zdaj gre? Pa jaz bi že šel za kaplana, sam kam naj starše dam. In potem je nekako rešil to zadevo in je tisto četrtino rokopisa, ki ga on je profesor Mihael Šmaus ni čisto raztrgal, je obdelal, predložil in je zadostovalo. In potem je jasno lepo postal reden profesor v Freisingu. Potem so pa se vrstile druge službe, da je omenjava pa njegovo akademsko dejavnost v Münstru, v Bonnu. Od tu je kardinal Frings povabil, da je bil njegov svetovalec, pomočnik v koncilu, v koncilskih letih je bil večinoma v Rimu, potem Tübingen in končno Regensburg, kjer se je tako rekoč najbolj počutil. To je bilo njegovo delovanje v profesorski, akademski, pač mednarodni ravni. Seznanil se je že na koncilu z mnogimi teologi, škofi, sodeloval v ustanovitvi Revijo Communio, Mednarodna teološka komisija in tako naprej. In pri točno 50 letih ga je Pavel VI imenoval za münchenskega nadškofa, ga povzdignil tudi v kardinala že naslednji mesec. Ko pa je prišel na Petrov sedež kardinal papež Karl Wojtyła, Janez Pavel II, ga je hitro poklical k sebi, da mu bo skrbel za nauk vere. In tako se je v pičlih 5 letih poslovil in takrat ni kaj hudega v špilu, kot smo prej v prejšnji oddaji videli, ne? Je čist lepo, vestno in skrbno deloval kot pastir in potem je šel tja. Mislil je, da bo za 5 let, vendar, ker službe vatikanske so za 5 let. Potem, ko je želel Janezu Pavlu predložiti prošnjo, da ga razreši, je rekel, ni treba nič pisati, vas ne bom slišal in ga je obdržal pri sebi 20 let, tako rekoč. Ne. In potem po njegovi smrti, Janeza Pavla II., je pa mislil, zdaj bom pa res lahko se posvetil teologiji in pisanju knjig. Toda v konklavu je hitro videl, da se, kot sam pravi, giljotina njemu nevarno približuje. In žreb je res, izvolitev je res padla nanj. Potem njegovo delo v papeški službi pa nam je že bolj znano. Ja, mogoče bi vas tu vprašal še pač eno bolj anekdotično zadevo. V Tübingenu ste omenili, da je bil profesor. Tam je bil profesor tudi še en drugi Hans Küng, teolog, Hans Küng. Zelo zanimivo vprašanje. Kakšen je bil torej ta odnos, o katerem se veliko piše? Prvič, spoznala sta se, on točno pove v življenjepisu, že v času koncila. S tem, prosim, v zadnjih pogovorih pove Ratzinger, odgovarja Zevaldu, s tem, da Hans Küng nikdar ni bil uradno peritus, teolog, svetovalec, teološki izvedenec, ampak je bival v Rimu in bil je iznajdljiv, pa je tu pa tam povabil kakšno skupinico nemško govorečih škofov ali pa drugič, da jim je kakšno predavanje pripravil, da jih je malo poučil, da jih je malo tako naprej. Se pravi, uradno ni bil koncilski teolog, je pa skušal en delež prispevati, no dobro, tako za razčiščenje stvari. Tam sta se spoznala in potem sta bila pa res v Tübingenu kolega, oba sta predavala dogmatiko. Študentje so se na videz najprej zapomnili takole. Lackschuh teologe, Hans Küng, tako so mu rekli, teolog lakiranih čevljev, ker je doma iz Sursee blizu Lucerna in oče je imel tovarno čevljev in so mu rekli Lackschuh teologe. Se je pripeljal na predavanje z Alfa Romeo. Jozef Ratzinger pa s kolesom, ker do danes nima šoferskega vozniškega izpita. S kolesom. In zgodilo se je, ki se rekla anekdoto prav rad, da je nekega dne, kar ni nemška pa njegova navada, morda 2-3 minute zamudil. Hitro odloži kolo in po stopnicah gre gor.
vidi mlad študent, da ni edini zamudil, ga hitro prime za rokav, pojva skupaj v predavalnico, da ne bodo toliko opazili, da sem zamudil. Prav, v redu, samo potem se bo postavljal vsak na drugo stran. Se pravi, sploh ni opazil, da je profesor, ker je bil res tako mladostnega videza. Dobro. To je res lepo. Kaj pa mogoče tole bi vas še vprašal zdaj v tem prvem delu. Velikokrat slišimo, da je nekako seveda bil Jozef Ratzinger eden poglavitnih teologov drugega Vatikanskega koncila, kar je nedvomno res, da pa je potem po koncilu se na neki način odvrnil od prevladujoče interpretacije koncila kot preloma. Ja, s tradicijo. Zelo dobro. Večkrat so mu rekli, da je bil prej tako zvani bolj progresiven, potem pa konservativen. Pravi, jaz sem ostal isti, kar mi očitajo etikete, nalepke, ki mi jih pridevajo, ne ustrezajo. Vsi smo za napredek, vsi moramo ohranjati, konservare ohranjati nekaj dobrega. Recimo katekizem je razglasil Janez Pavel II z motu proprio fidei depositum custodire, ohranjati, varovati zaklad vere. To je nekaj dobrega. Potem, ko smo obhajali 50-letnico drugega Vatikanskega koncila, je pa res se oglasil, seveda je bil takrat papež, z tem izrazom, ki ste ga omenili. Pravi, hermeneutika kontinuitete je zame pomembna, ne hermeneutika preloma. Hermeneutika pomeni ključ razlage. Pravi, koncilskih besedil ne smemo razlagati v smislu nekega preloma, ampak ne pretrganosti nadaljevanja, kajti tukaj je temelj svetopismo, razodetje in cerkveno učiteljstvo, nauk prejšnjih 20 koncilov in tega ne moremo zdaj kar prelomiti, pa ne. Gre za rast, gre za organsko napredovanje in rast. Sinteza, povezovanje, to se mu zdi, in to je zelo močno zagovarjal, to hermeneutiko nepretrhanosti, kontinuitete, čisto na kratko. Prej sem pa že omenil, dva taka debela zvezka sta išla po enih 800 strani z njegovimi prispevki na koncilu, ko je bodisi imel uradna predavanja ali pa je sodeloval pri razpravah, pa je tudi škofom dajal osnutke, vse to v latinščini, in potem je zlasti Marjana Schlosser, pa nekateri drugi so to prevedli, da je prvič v nemščini, da vidimo res, kako velik arhitekt drugega Vatikanskega cerkvenega zbora je bil. Morda že sama poklicanost na ta koncil. Čisto kratko. Kardinal Frings, Jozef Frings, ga je povabil, da mu sestavi za pripravljalno komisijo v Genovi, kako vidi on koncil, kaj ne bi koncil prispeval. In je prosil tega mladega teologa, naj mu ne piše. Ta je napisal in drug je prevedel v italijanščino in potem je Frings to prebral tam, ko so bili zbrani tisti člani, ki jih je Janez 23. imenoval za pripravljalno komisijo. Že naslednji dan je Fringsa poklical Janez Pavel II k sebi. Janez 23. Kako? Janez 23. Ja, hvala lepa. Janez 23. logično. Hvala. Ga je poklical k sebi in ta je bil nekoliko bojazljiv, je rekel svojemu tajniku, ogrnite me, tole pač zogrinjalo kardinalsko, k papežu mora imeti, morda je zadnjič. Je mislil, da je kaj kozla v strelu, ne? Ker je pač prebral to, kar je ta mladi teolog mu napisal. In kaj se je zgodilo? Janez 23. mu hiti naproti, ga objame, pravi, dragi sobrat, hvala vam za včerajšnjo predavanje. Povedali ste to, kar jaz nosim v srcu, pa nisem znal tako temeljito in briljantno predstaviti. In potem je videl, ta mladenič bo pa z mano hodil na koncil. In tako je Ratzinger postal njegov svetovalec. Ja. Ja, to je še zelo, tudi prav tako zelo zanimiva anekdota iz njegovega življenja. No, kot vidimo, je potem njegov teološki opus ogromen, zbrani spisi
samo, da so vsi našteti, ne že vidimo tako debelo knjigo. Izvolite. Lahko to malo pokažemo, ne. Das Werk, to seveda ne pomeni, da je to njegovo delo, ampak to so samo vsa njegova dela našteta in še to samo tista, ki so išla do izvolitve za papeža. Posebno nekako prizorišče njegove teološke dejavnosti pa je revija Communio, ki je nekako tudi povezana z epilogom drugega Vatikanskega koncila. Tu imamo nekaj številk slovenske izdaje. Mogoče bi vas vprašal najprej, kako je nastala revija Communio in kakšni so začetki slovenske izdaje. Hvala. 50-letnica osnovanja, se pravi ustanovitve te mednarodne teološke komisije je letos. Leta 1972 so jo ustanovili, to mi je Hans Urs von Balthasar vedno pokazal, ko sem ga z letališča peljal v Vatikan, pa potem en teden po končani zasedanju spet nazaj, pa je na Via Aurelia pokazal en hotel, pravi, lejte, tukaj smo imeli maja 1972 ustanovno zasedanje. To so bili v glavnem kolegi iz Mednarodne teološke komisije, Delibag, Guillou, Ratzinger, Balthasar in tudi naš gospod Anton Strle je bil takrat član, pa kardinal Šeper je bil pa predsednik, je bil prefekt Organizacije za verski nauk. Hrvat, ja, Šeper, Franjo Šeper iz Zagreba, zagrebški naškov kardinal, je bil pa prefekt Kongregacije. No in potem, kako je do tega prišlo? Moramo biti nekoliko, se obzorje pogledati. Nekaj let predtem je začela revija Concilium, ki se je izbrala lepo ime, vendar vsebinsko so šli pa nekako, tako so hoteli biti, da rečemo, avtonomni. Oni so cerkveno učiteljstvo hoteli prevzeti sami, da bo cerkveno učiteljstvo teologov. Oni bodo povedali, kaj cerkev uči, pa kaj je koncil hotel. Tudi Ratzinger je 2-3 članke objavil tam, potem je pa vedno videl, da to pa ni več tisti duh koncila, sej tako rekoč ve, kaj je koncil pisal, pa kaj je sklenil, ne? Kako da ne bi vedel. In v tem, nelagodnem položaju so ti možje prišli do sklepa, dajmo ustanoviti revijo, ki bo pa res v katoliškem duhu. Katoliška revija, ne teološka, ampak katoliška revija, ki bo tudi druga vprašanja našega življenja, kulture, delovanja, pravičnosti, vojne, miru, literature, vse, kar ljudi zanima, kako v luči Božje besede lahko osvetlimo vsa področja človekove dejavnosti. In tako je ta revija nastala. Najprej nemška, pa italijanska, kmalu francoska, zelo kmalu hrvaška, gospod kardinal Šeper pripomogel, poljska in tako naprej, tudi nizozemska, 12 je bilo, slovenska je bila 13. po vrsti, je pa nastala v zgodovinskem letu 1991. Junija smo bili priznani, julija je že izšel prvi zvezek, tako rekoč prvi mednarodni zvezek, ampak v povezavi z revijo Kristjanova obzorja, ki so jo že prej nekaj let izdajali jezuiti, zlasti pater Tomaž Podobnik, pater Edmund Böhm, Pucelj in drugi, in smo z njimi sodelovali. Jaz sem na veliki četrtek gospodu kardinalu Ratzingerju poslal pismo, po kardinalu Schönbornu, bil sem v Friburu, v Švici, sem kardinal Schönborna en semester nadomeščal in sem mu dal to prošnjo. Prvič, če bi za Strleta napisal eno spremno besedo in drugič, če bi lahko tudi Slovenci se pridružili tej reviji. In tako je prišlo vabilo, naj se nekdo udeleži zasedanja maja v Zagrebu. In jaz sem prosil Tomaža Podobnika, ki je šel v Zagreb, ko so vsa vprašanja razčistili, so to revijo kot pridruženo z dvojnim naslovom Mednarodna katoliška revija Communio, Pomišljaj Kristjanova obzorja, sprejeli v ta konzorcij, v to družino Communio. In tako je delovala 9 let.
Leta 1999 se je pa Družba Jezusova odločila, da bodo ustanovili drugo revijo, ki še danes lepo deluje, vzgoja, in tako je potem lepo v mirnem sporazumu, soglasju revija, Mednarodna katoliška revija, nadaljevala svoje poslanstvo naprej. Tako da mi štejemo letnico 91 za slovensko izdajo. 13. po vrsti, potem so prišle še Češka, v misijonih je nekje v eni deželi in tako naprej. Nizozemska je že bila, arabska je bila, ukrajinska, ki pa je že zadnja leta težko izhajala. Tako 16 je bilo potem konc koncev. Hvala lepa. No, tu imamo nekaj zadnjih številk, to so zelo tehni članki, vidimo tukaj o Johnu Henryju Newmanu in pa v sinodi v Amazoniji ena številka. To je Newman, recimo svetnik, potem pa Božji številka, ki je posvečena Božji služabnik Strle. In če v zadnji pogledate, je tudi Šeper gor, je pa Strle pri Pavlu VI. Ja. Če pogledate, Strle pri Pavlu VI, pa Šeper tukaj in tako naprej. No, tako dalje. Vidite, grška tragedija, da smo rekli, tudi vprašanje literature obravnava in tako dalje. Tako. No, s tem so prišla tudi do zanimivega vprašanja, ki ga zelo obravnavate tudi v svoji najnovejši knjigi, kot rečeno, bo kmalu izšla. To je pa vprašanje, kako je bil pa kardinal Ratzinger, oziroma najprej teolog Jozef Ratzinger, pa potem kardinal Jozef Ratzinger in papež Benedikt XVI navzoč med Slovenci. Hvala. Glavno in najpomembnejšo zaslugo za to, da je teolog Ratzinger v Sloveniji znan, ima Božji služabnik Anton Strle. In sicer to poznanstvo, to sodelovanje med njima sega nazaj v obdobje, ki se upada z ustanovitvijo Mednarodne katoliške revije Komunija. In takrat je tudi gospod Strle prosil profesor Ratzingerja, če bi mogli prevesti njegov bestseller, danes reče, Uvod v krščanstvo. Profesor Ratzinger je dal takoj soglasje in je bil tako ljubezniv, da je za slovensko izdajo napisal posebno spremno besedo, ki je zdaj tudi objavljena v zbranih spisih. Slovenska pa korejska spremna beseda sta posebej v teh zbranih spisih dodani. Se pravi, da je kar opazna, vidna ta spremna beseda. In od tedaj naprej, ko smo mi na teologiji študirali pa brali to knjigo, so se kar vrstile knjige v slovenščini. Danes jih imamo 35, pa 145 člankov, razprav, drugih besedil. Tako da ta seznam njihovih prevodov v slovenščino je kar obsežen, hvala Bogu, in ljudje res berejo in vidijo, odkrivajo, sami bralci se lahko prepričajo, kako rodoviten je ta teolog. Še enkrat se vrnem k prvi misli. Zasluge za to, da mu je vrata odprl, ima Strle in tudi naprej v nadaljnjih letih je vedno ne le skrbel kot lektor, da so prevodi zanesljivi, lepi, še več je storil. Veliko del je prebral in jih v recenzijah, v kratkih člankih posredoval. Se pravi, da nimamo prav neposrednega prevoda neke knjige, ampak nas je z vsebino te knjige seznanil v raznih člankih. Tako da, če bi pa še to prišteli, moramo pa reči, da je Ratzinger še bolj navzoč v našem prostoru. Omenjate pa tudi, da je zelo cenil Božjega služabnika Antona Strleta. To je pa res. To je pa nekaj posebnega. Kot sem že prej omenil, takrat smo pripravljali izdajo izbranih spisov gospoda Strleta. Za 3 knjige je nadškof Alojzij Šuštar napisal spremno besedo, za eno knjigo, tretji zvezek po vrsti, ki ima naslov Božja slava, živi človek, po Irineju Glorie Dei Vivens Homo, teološka antropologija, sem pa prosil takrat na Velik četrtek
gospoda kardinala, če bi on napisal spremno besedo. In me je odgovoril, čez 2-3 mesece se upravičil, pravi, toliko stvari je bilo in še zdaj ne vem, če bo pismo varno prišlo v vaše roke po teh vojnih napadih, ki so se julija pri nas odvijali. In na svetega Jakoba, 26. julija je pismo napisal, spremno pismo in to spremno besedo poslal. In tam noter res lepo piše, pravi, Antona Strleta sem spoznal leta 1974, ko smo se shajali člani Mednarodne teološke komisije, in upam, da smem reči, da je pri vseh 30 učenjakih iz vsega sveta pustil izjemen vtis. Vedno je želel ostati v ozadju in je spregovoril samo tedaj, kadar je imel povedati res kaj svojega, česar drugi niso videli. In prav ta ponižnost, da stopa v ozadje, je pritegnila pozornost nanj. Na njem smo videli globoko asketsko življenje, vendar ta askeza ni govorila o ničemer negativnem, ampak je izražala njegovo življenjsko povezanost s Kristusom. In prav ta življenjska povezanost s Kristusom je dala profesorju Strletu tisto zmožnost presoje, ki ne izhaja zgolj iz učenosti, ampak je pač dana zato, ker je živel to. In pravi, on je znal razločevati, kaj je bistveno in kaj ni bistveno, kaj vero ruši, kaj ji podeljuje rast. In prav zaradi te njegove zmožnosti presojanja duhov je bila njegova sodba, njegova beseda vedno tako tehtna in pomembna, kadar se je oglasil. In potem sklepa, da želi bralcem te knjige, pač, da bi prišli do novih spoznanj, in se navezuje še na besedo papeža Janeza Pavla II., ki je rekel, pot cerkve je človek. Kaj teološka antropologija govori, ta knjiga, te članki govorijo o človeku, ne? V božjih očeh, v božji podobi. Pravi, temu je pa treba dodati, če je pot cerkve človek, pot človeka je pa Kristus. In kako v zmedi današnjega časa današnjemu človeku prikazati pot Kristusa, to je temeljno vprašanje, ki ga zastavlja se tudi Anton Strle in tudi nanj odgovarja. Tako na kratko povzetek te Ratzingerjeve spremne besede, ki dokazuje, kako ga je cenil. In mnogi, ki so to besedilo brali, se je na voljo, so rekli, najbolj ga je zadev, najbolje ga je opisal, res pravi portret je predstavil. No in ko smo zdaj izvedeli, da je odlično, kako je Bog dobro, da imam tukaj. Ko smo zdaj, lahko nadaljujem? Da, Ko smo zdaj izvedeli, da je pač da je Strle božji služabnik, sem to sporočil tudi gospodu papežu in zaslužni papež Benedikt XVI mi je 6. marca leta 17 poslal pismo, v katerem pravi: Iz srca se veselim, da se je začel postopek za beatifikacijo božjega služabnika profesorja dr. Antona Strleta in upam, da bo prav kmalu prišel na cilj. Prav v sedanjem položaju, ko teologija včasih bolj vodi proč od vere, kakor k veri, je posebno pomembno, da celotnemu krščanstvu prikažemo odlične osebnosti teologov, v katerih je izpolnjeno dejansko bistvo teologije. Kar sem leta 1991 napisal za izbrane spise Gloria Dei Vivens Homo, Božja slava, živi človek, tudi zdaj ostaja popolnoma moje prepričanje in zato more veljati kot moj votum, kot moj glas v postopku za beatifikacijo božjega služabnika Antona Strleta. Čudovito, res globoko. In tudi kaže pravzaprav na svežino papeževe misli. Spomin, svežino, to je fenomenalno, to je nadpovprečno nadarjen človek. Izjemno. Izjemno in pa preroško, in da je to videl, ne? Torej, človeka preseneča, to je božji mož. Lahko mi dva že kar izrečeva besedo, ki se bo zelo verjetno v bližnji prihodnosti uresničila.
to bo nekoč cerkveni učitelj. Samo dva tako velika teologa sta bila na Petrovem sedežu, to je papež Leon Veliki in papež Gregor Veliki, velika teologa. In Benedikt, mislim, da bo ta triumvirat dopolnil. Upamo, da čim prej. Mogoče bi se pa zdaj samo na kratko ustavila še ob tem bestsellerju, ki ste ga omenili. Zakaj je ravno uvod v krščanstvo bil v tistem času tako dobro sprejet in zakaj je to tako pomembno delo? Prav v tem slovenskem predgovoru ali spremni besedi pove. To je bilo leta 67, koncil se je končal, potem leta 68 vaste revolucionarno leto, zlasti med mladimi po vsem svetu. In on je imel takrat za vse slušatelje vseh fakultet, ne samo teološke v Tübingenu, je tudi medicinska, pa druge, pa še zraven evangeličanska, jaz sem tam 2 meseca bil, je katoliška, pa evangeličanska teološka fakulteta sta skupaj, pa skupna knjižnica. Sem tam študiral 2 meseca. No, in je imel za vse slušatelje predavanja odprtega tipa o apostolski veroizpovedi. Potem so mu prigovarjali, naj ta predavanja objavi, pa kar ni bilo niti časa, niti ni bil prepričan, da je tako rekel, da je tehtno. No, potem je pa nekega dne, in to piše v slovenski spremni besedi, pri kosilu sedel z nekim študentom iz Azije, očitno muslimanom, ki ga je vprašal, povejte mi, kaj pravzaprav kristjani verujete? Prav, takrat mi je pa postalo jasno, pri vsej naši teološki znanstveni razgledanosti ne znamo na kratko povedati, kaj je bistvo krščanstva, kot je Karl Adam v prejšnjem stoletju napisal, das Wesen des Christentums. Prav, in potem sem pa čutil potrebo, da to res predelam in predstavim javnosti. In tako je nastala ta knjiga, ki je doživela bliskovito, prepoznavnost. V korejščino, vse jezike so jo prevedli, se lahko pogledamo, koliko jezikov je prevedeno, v 30 jezikih so. In pravzaprav, kaj lahko rečemo na osnovi tega dejstva? Ja, da je krščanska vera tako lepa, tako privlačna, kot pravi evangelij, id quo maius cogitari nequit. Krščanstvo je nekaj tako nepresegljivo lepega in velikega, da si kaj večjega od tega še misliti ni mogoče. In vidite, to je v današnjem času spet naša naloga. In tudi papež Benedikt je večkrat poudaril, čutim, da je glavna naloga in glavno poslanstvo to, Boga približati sodobnemu človeku. In zdi se mi, da je danes, v začetku 21. stoletja, to res prvenstveno poslanstvo in naloga. Kot je rekel Sinjavski, ruski filozof, mi достаточно говорили о человеке, пора говорить о Боге. Doslej smo dovolj govorili o človeku. Zadnji čas je, da spregovorimo o Bogu. Krasno. In tu je seveda verjetno ta knjiga še vedno dober vodnik. Dobro, sedaj bi pa, ker se oddaja preveša v zadnjo tretjino, nekaj spregovorila še o tej temeljni temi vaše nove knjige, to je vloga lepega v teologiji in posebej pri Jozefu Ratzingerju. V prejšnji oddaji sva omenila lepo podobo, ki jo je izrekel njegov prijatelj, kardinal Meissner, prej bil v Berlinu, načkov, potem v Kölnu, in je rekel, Ratzinger je Mozart teologije. S tem je hotel povedati ne le, da je sosed Mozarta tam v Salzburgu, ampak da je njegova teologija, njegov način podajanja pravzaprav na umetniško, literarno zelo visoki ravni. Globoka misel in poetična oblika. In dejansko je to očarljivo.
Ošolal se je, da tako rečem, pri Avguštinu, ki je bil retor, ki je glasbo, lepoto, vse to je cenil in raziskoval. In tu to tako rekoč slišiš. Slišiš, tudi Genswein je rekel, ljudje so tako prisluhnili Ratzingerjevim katehezam, zato, ker so jih poslušali kot glasbo. To je umetnina. Ko to bereš, prevajaš, strmiš nad formulacijami. To je poseben dar. In se pravi, lepota v celoti označuje njegov teološki in pisateljski in oznanjevalni slog. Posebej je pa tudi obravnaval vprašanje lepega. Če dovolite, v filozofiji od Aristotela naprej poznamo 3-4 transcendentalije, ki so verum, bonum, pulchrum, pa unum, eno. Vsako biti je eno, enovito in ima 3 presežne lastnosti, da je dobro, da je resnično in da je lepo. No in Balthasar je to tretjo transcendentalijo pulchrum postavil na prvo mesto. Prej so vedno obravnavali, da je resnično, da je dobro, pa je lepo. Pravi, lepo je, ljubezen matere je kratko malo očarljiva. Otroka nagovori, ga prevzame in otrok ve, da je mama dobra in tudi se ne sprašuje, če je resnična. Seveda, ker je zanj ljubeča. Ne? Vidite, ljubezen, lepota sovpadata. In zato je že Balthasar svojo teološko trilogijo tako zasnoval, da je 7 knjig posvetil teološki estetiki, nauku o lepem, aesthesis po grško pomeni zaznava, najprej moraš oči odpreti, zaznaš, da je nekaj lepega, občuduješ stvarstvo, planine, karkoli že, in to ti nagovori. In potem je šele nauka o dobrem, pa o resničnem. No in nekaj tega je tudi vzel za svojo pot, za svojo metodo, da smem tako reči, Ratzinger. In na nekem mestu, ki je govoril, da je človek od puščice lepega tako rekoč zadet, lepota človeka rani, ga prevzame. Ne gre za to, kar si se naučil, kar si prebral, ampak moraš notranje doživeti. To je tisto doživetje, ki je močnejše in temeljitejše in rekel človeka bolj prevzame, kakor pa to, kar si prevzel iz druge roke, kar si se naučil. Biti moraš odprt, da te ta lepota prevzame. Podobno kot te polet sonce nekoliko obarva, tako te mora tudi lepota do globin prevzeti. No in zato je ob sklepu te svoje študije o lepoti, o puščici lepega, ki človeka zadene in prevzame, tale stavek zapisal. Že večkrat sem rekel in sem popolnoma prepričan, da je najboljša apologija krščanske vere, najboljši dokaz o resničnosti krščanstva, kljub vsemu negativnemu, na eni strani lepota in na drugi strani svetost. Na eni strani lepota, ki se je porodila iz vere, in na drugi strani svetost, ki je sad lepega in zato je naša dolžnost, pravi, na eni strani, da ljudem omogočimo dostop k lepoti in da jih vodimo k svetosti, ki jo živijo pred nami svetniki. No, ta stavek, ta citat se mi je zdel kot vodilna misel, da sem izbral tudi naslov Lepota in svetost. Schönheit und Heiligkeit. Posebej pa se me dotakne tudi vaš poudarek, ki ga v knjigi posvečate tako imenovani klečeči teologiji. Seveda tudi to je ena Bom se takoj, hvala. Besednih zvez, ki... Če dovolite, me je prišlo na misel, lejte, vsi svetniki so mladi, so mladostni in so lepi. Dajmo se za hip zazreti v podobo, v obraz matere Terezije. Res je sključena, izčrpana, nagubana, ampak je lepa. Lepota in svetost sobivata, ne sovpadata, sobivata. Janez Pavel II. Je bil v mladosti, da je pač imel nastop, a tudi, ko je bil izčrpan od bolečine, ker je bil svetnik, je izžareval lepoto. No in to je zelo važno, lejte, če dovolite, to je zelo važno.
Kako Ratzinger obravnava to lepoto? Prav, to ni zgolj estetska stvar, tisto, kar je prijetno, ampak pravi, vedno me presune in to bo v torek, dragi moji, v torek, ko bomo, v ponedeljek pri večernicah, pri Breverju, ko je Psalm 41, ti si najlepši med človeškimi otroci, milina je razlita na tvojih obličjah. Pravi, vse leto imamo antifono, ki nas uvede v vsebino tega psalma naslednjo. Ti si najlepši med človeškimi otroci, milina je razlita na tvojih obličjah, na tvojem obličju. Samo za ponedeljek prvega postnega tedna pa se antifona zamenja, pa pravi uvod v psalm, ni imel lepote, ne podobe, da bi ga želeli gledati. Njegov obraz je bil nečloveško spačen. Prav to me pretrese vsako leto. In že Avguštin govori o dveh troventah, ki skupaj zvenita in sta simfonični, soglasni. Lepota, pa tudi bolečina. Lepota in svetost gresta skupaj. Kristus je najlepši tudi takrat, ko je na križu ves iznakažen. In do te lepote, ki je lepota svetosti Boga samega, ki je veličasten, več kot lep, se moramo dokopati. Šele potem bomo imeli pravo merilo za to, kar je res estetsko lepo. Potem bomo tudi, sposobni razločevati zrne in plevoj. Kič pa resnično umetnost. Tako. Zdaj se pa vrneva k vprašanju, ki ste ga zastavili. Klečeča teologija. Besedo je skoval Baltazar in na pogrebu 2. julija 86, pogreb je vodil Ratzinger, sem bil tam navzoč, v Lucernu, je tudi omenil v pridigi ta stavek, pravi, Baltazar je skoval besedo o klečeči teologiji. Vedel je, da se naše spoznanje o Bogu, da se Bogu ne približujemo zgolj z razumom, s študijem, ampak predvsem na kolenih z molitvijo, s ljubeznijo, s pokorščino vere. No in ko je pa, tako je Ratzinger povedal o Baltazarju, ko so pa pred 3 leti izdali v večjih jezikih izbrane pridige Benedikta o duhovništvu, je pa uvodno besedo napisal sam papež Frančišek, ki takole začenja. Vsakokrat, ko berem spise zaslužnega papeža Benedikta, vidim, da je človek, ki veruje, človek, ki goji klečečo teologijo, človek vere in mož molitve. S tem je pravzaprav povedal isto, klečeča teologija, za razliko od sedeče. Pa sem enkrat, ko je Baltazar leta 1984 en teden na Koroškem predaval, pa je pa še za 3 dni Slovenijo obiskal, pa je bila potem po njegovih predavanjih možnost za pogovor, pa sem roko dvignil, pa sem rekel, gospod profesor, vi ste vedno zagovarjali prednost klečeče teologije pred sedeče. Se je pa duhovito namuznil in pa rekel, drži, ampak knjige sem pa sede pisal. Ja, lepo. In kakšna je to razlika med to klečečo in sedečo? Ja, lejte, to bi bilo tako. Klečeča bi bila tista, ki Boga časti, ki pravzaprav posluša, kaj Bog govori. Sedeča bi bila pa zgolj, racionalna, tista, ki zgolj tehnična. To si potem tudi lahko kakšno drugo tehnično vedo, mehaniko, ne vem kaj, ladje, znanstvo, ne vem kaj lahko študiraš, pomorstvo, ne, pa ni treba nič moliti, ne. O Bogu pa ne moreš razpravljati o kakšnem predmetu, o metalurgiji, ne. Ne, tu je pa skrivnost, je pa oseba. Če pa razmišljaš o Bogu, če govoriš o njem, moraš pa najprej ga častiti, mu poslušati, šema o Izrael, poslušaj Izrael. Teologija je veda, kakor druge, ampak še veliko več. Če ni tudi hkrati šola molitve, če ne gre v Marijino šolo, ki je vse besede ohranila in premišljevala v svojem srcu,
kakor so tudi delali za njo vsi svetniki, potem sploh ni prava krščanska teologija. In je rekel Ratzinger, vodi bolj proč od vere kot k veri. Vidite, to je pravzaprav sporočilo te podobe o klečeči teologiji. Je himnična, je liturgična, se uči pravzaprav pri bogoslužju. Paul Claudel je rekel, bodi hvaljena moja mati cerkev, kajti na tvojih kolenih sem se največ naučil. Ne za mizo, ne v knjižnicah, ampak pri bogoslužju. In potem ni čudno, da je tudi bogoslužje papežu Benediktu XVI tako blizu. To je ključ. In lejte, on je izdal tole, če imamo čas, 16 zvezkov. Nekateri imajo tudi po 2-3 knjige, kot da skupaj je 24 takih knjig, blizu 1000 strani. Ne? Ampak želuje, da v tej zasnovi njegovih zbranih del Opera Omnia najprej izide številka 12, ki ima naslov Teologija liturgije. In je na zadnji strani napisal vedno en tak lep stavek, ki povzema pravzaprav glavno misel, nekakšno sporočilo te knjige. In je napisal tole zelo močno besedo. Prepričan sem, da usoda, ne prihodnost, usoda, da je usoda vere in cerkve odvisna od našega ravnanja z liturgijo. Z vero in strahom pristopite, reče duhovnik vernikom, ki jih povabi, da pristopijo k obhajilu. Mojzesu je rekel Bog, sezuj si čevlje, kajti zemlja, kjer stojiš, je svet kraj, Bog je navzoč. K bogoslužju moramo prihajati s takšnim razpoloženjem. Tako, nekje sva prišla do konca. Vi ste že izrazili to misel, da bo zaslužni papež Benedikt XVI postal nekoč cerkveni učitelj. Kako pa bi v zaključku te najine oddaje na kratko povzeli njegov lik? Hvala lepa. Utrdila se mi je misel. Tako, ta stavek bi povzel, bi si dovolil ponoviti, ki ga je papež Benedikt izrekel tisto minuto, ko je stopil na ložo po izvolitvi. Pravi, sem preprost delavec v Gospodovem vinogradu. To ga najbolj zaznamuje. Preprost, silno ponižen, ljubezniv človek, hkrati pa velik Preprost delavec v Gospodovem vinogradu, ki je vedno rekel, Gospod, cerkev je tvoja, ne moja. Ti boš tudi ko ni pol nadaljeval, to laži me misel, da Bog zna delati tudi z neustreznimi orodji. On se je imel za neustrezno orodje, pa se je dal ves Bogu na voljo. To je strle povedal že v začetku. Ta človek je velik in bomo še veliko njem slišali, rekel že leta 67, ker se je ves dal Bogu na voljo. Koliko ima kdo talentu, to je božja stvar. Važno pa je, da smo, kot pravi sveta mati Terezija, svinčnik v božji roki. On piše, jaz sem pa svinčnik. Kaj bo napisal in njegova stvar? Jaz sem samo svinčnik. To je pravzaprav vsa umetnost našega življenja. In Baltazar je Terezijo iz Lizieja je opredelil ne povest duše, ampak povest poslanstva. Kajti Bog je vsakemu izmed nas dal ne samo življenje, pa mu odmeril toliko let in tako naprej, mu dal te talente, ampak in domovino in materinščino in jezik in 1000 stvari mu je dal. Ampak predvsem mu je dal neko poslanstvo. Od tebe pričakujem, da boš v mojem božjem vrtu to in to. In če to poslanstvo odkrijemo in spolnimo, je v redu. Če ne, bo celoti nekaj manjkalo. Vsa umetnost
vsa lepota in vsa svetost, lepota in svetost našega bivanja je v tem, da odkrijemo Božji načrt in ga s pomočjo Božje milosti izpolnimo. Hvala vam za ta čudoviti zaključek. Mislim, da sva našim gledalkam in gledalcem precej približala lik letošnjega slavljenca, zaslužnega papeža Benedikta XVI. Hvala vam za to in se veselimo, da bomo vašo knjigo tudi v slovenščini kmalu vzeli v roke. Pa si vas bomo drznili seveda še kdaj povabiti, da z nami podelite ne samo svoje veliko znanje o teologiji, ampak tudi svojo bogato, lahko rečem, duhovno izkušnjo, ki je zorela tudi ob velikanih sodobne teologije, kot sta Hans Hus von Balthasar in Josef Ratzinger, pa seveda naš božji služabnik, profesor Anton Strle. Hvala za vaš današnji obisk. Tudi vam se iskreno zahvalim in vsem želim vse najboljše, zlasti tudi lepe, blagoslovljene velikonočne praznike ob rojstnem dnevu zaslužnega papeža. Tega se vsi veselimo. Hvala lepa, dragi gledalke in gledalci, da ste bili z nami sedaj v prvi polovici postnega časa. Naj bo tudi nadaljevanje duhovno bogato in vas bomo kmalu spet povabili v svojo družbo. Nasvidenje.